15 mostov na črnem seznamu in nanj zajadrajo tako rekoč čez noč, kar je tako nekdanji revizor Martin Jakše nemogoče. To, da se je kar naenkrat pojavilo 15 mostov, je pravzaprav meni sumljivo, iz več razlogov. In sicer prvič, da zadeve tistih, ki so za to zadolženi, niso posla obvladali. Kar ne nazadnje prizna celo minister Samo Omerzel. Mislim, da se to ni tako na hitro zgodilo, saj te mostovi imajo svojo zgodovino. Za kar je odgovoren zdaj že nekdanji direktor Direkcije za ceste Gregor Ficko, ker konec koncev ni pravočasno pripravil niti enega razpisa za popravilo mostov, a ko se ujame v to zanko, je tu izbruh. Lahko vam odgovorim, pa vam ne bom odgovoril. Kot zlepa noče odgovoriti ne on, ne njegov naslednik, odkot številka 30 milijonov evrov za popravilo mostov, ker očitno ne premoreta izračuna in da je mera polna, nima ga niti minister, pa če ravno za krpanje mostov obljublja milijone. To je zelo strokovno vprašanje, stroka, ki se ukvarja z cestogradnjo, mora tja dati odgovore. In jih dobimo pri Jakšetu, začenši s ceno za popravilo kvadratnega metra mostu. Ta znese 1000 evrov in če je velikost mostu povprečno 250 kvadratov, popravilo stane nič več kot 250 000 evrov. No, in če k temu prištejemo še rušenje starega mostu in gradnjo začasne obvozne ceste, je končna cena $500 000. Za 15 mostov torej 7,5 milijona in nikakor ne 30. Kam gre torej razlika? Direkcija pojasnjuje v pripravo dokumentacije. A glej. Dokumentacija je malenkost, to ne stane milijon. Za vseh 15 mostov? Za vseh 15, seveda. A glej, direkcija bo očitno $1 milijon namesto za vseh 15 mostov porabila samo pri 2 mostovih, in sicer za mostova pri Pivki in Slovenj Gradcu, za katera že izbira izvajalca. Od države namreč terja 2 milijona, popravilo teh 2 mostov pa bo stalo manj kot milijon. Se nam torej pri vsem tem po Fickovem zgledu spet obeta popravilo kapelic ali celo popravilo zasebnih hiš? Spomnimo samo, kako je Fickova ekipa prenovila kapelice v Cankovi, stroške pa skrila kar popravilo enega od mostov.